Ta razstava je časovni trak naše 4-članske družine, ali pa da raje rečem 4,5-članske, ker imamo še zadnjih par let mačko. Najljubša fotografija mi je fotografija z polivanjem barv. Najljubša mi je zaradi tega, ker je to popolnoma neverjeten projekt bil. Zmenili smo se, da bomo polivali barve, ne bomo to delali na Photoshopu, da bomo to delali zares. Kupili smo tempere v litrskih flašah, v osnovnih barvah, ali 5 barvah. In madrac smo zaščitili z enim velikim plastikom, ki smo jo imeli za podšotor na kampiranju. Potem smo čist dali rjuhe. Han in jaz sva 2 dni pred fotografiranjem lepila po tleh in po stenah in izrezovala vtičnice, zato da se stene zaščitijo, da se pa ne vidi, da namesto sten so jo v resnici bel papir. Na kar je Peter delal neskončno časa, kadar je neskončno časa je iskal pravo luč, recimo pravo luč. Otroka sta bila pa recimo 2 pa 3 in sem jaz probala dopovedati, da se to pač ne bo zgodilo, da moramo ujeti v trenutek, ki je med njihovim zajtrkom in malico in preden grejo spat in dokler še sploh imajo kaj energije in koncentracije, da to naredijo. In vsi smo pričakovali, da bodo otroci uživali, ko peckajo barve. In v enem trenutku je postalo jasno, da bomo fotografirali kakšne 4 minute in da to bo to. Zanimivo je, ko nas te podobe lahko prevarajo. In to zgleda kot eno strašno uživanje, v resnici je bil naš najkrajši fotosession, ki smo ga imeli. To je čist portret, družinski portret v bistvu tak, skozi čas. Se mi zdi, da je mogoče po parih letih pol vidiš, da v bistvu probamo ujeti en zeitgeist, kaj se je dogajalo takrat v vsaki fotografiji posebej, kaj se je dogajalo tisto leto, zato smo tudi prišli na letno poročilo. Jaz vedno z portretirancem probam vzpostaviti en stik, ni samo golo fotografiranje, ampak ne bom rekel, da se spoprijateljim z vsakim, ampak moraš vzpostaviti en odnos, no? In to se pol tudi odseva na fotografiji, na portretu. Se mi zdi, da ni vseeno, kako pristopaš do ljudi. Ta fotografija, Višja sila, je nastala v Lutkovnem gledališču v Mariboru. Otroka sta začela diktirati njuno življenje. Sta v bistvu prišla do te faze, da sta bila samo marioneti v svojem življenju. Vmes takrat je začela tudi napisati kolumne za mladino, zato je tam pisalni stroj. V leto 2023 smo v Generali galeriji vstopili optimistično. Razstava mojstra fotografije Petra Uhana, letno poročilo, odseva dinamiko in spomine zanimive mlade družine, ki jo po eni strani določata starša umetnika, po drugi pa smisel za humor in veselje do življenja, ki jo z nami delijo preko razstavljenih del. Skozi objektiv Petra Uhana smo tako priča dokumentarni družinski zgodbi, ki nam bo zagotovo pričarala nasmeh in polepšala dan. S prvo letošnjo razstavo vrhunskih fotografij smo v naši galeriji na široko odprli vrata živopisnim, raznolikim podobam življenja okoli nas, ki nam širijo obzorja in nas bogatijo. Vabljeni v Generali galerijo.